Lepo pozdravljeni v podcastu Odmev tedna. Danes je dan osvoboditve, dan Evrope, 8. maj, 9. maj. Dogodke prejšnjega tedna in seveda tudi te praznike bova komentirala z našim komentatorjem. Danes je z nami dr. Sebastijan Jeretič. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Začniva zdaj s to svobodo, ki jo praznujemo. Kdaj je pravzaprav napočila 8. ali 9. maja? No, jaz mislim, da je bilo ljudem takrat že nekaj dni jasno, da je vojne konec. No? Tako da tle gre bolj mogoče res za neke zgodovinske detajle. To je bil seveda dogodek, ki je mnoge razveselil. Se je pa po tistem dogajalo precej umazanih zadev še vedno, ne samo pri nas, seveda tudi drugod po Evropi. Vsaka vojna seveda zbudi tudi najbolj zverinske strasti v ljudeh in po koncu vojne prihaja do maščevanj in drugih stvari. Pri nas je pa tisti maščevalni del bil še dodatno spodbujen z neko ideološko revolucijo in z nekimi poboji, za katere bi lahko človek pričakoval, da so že tako oddaljeni časovno, da bi lahko na njih danes gledali že skoraj da racionalno, pošteno, pa se očitno še vedno vlečejo tudi v naš današnji čas in še vedno nismo zaprli tega poglavja zgodovine našega naroda, na žalost. Ja, konec koncev tudi nimamo spomenika osamosvojitve, imamo pa še vedno spomenik revoluciji, ne? In vseh ostalim revolucionarjem. Kako gledate na to? Ja, in vrsta nekih zadev, ki se vlečejo. Torej, eno so spomeniki, pa potvarjanje mogoče nekih zgodovinskih detajlov. Druga stvar so pa še vedno zelo konkretne posledice tistih časov. No? Nekaj, kar sem že omenil, ker prijateljujem in sodelujem z Federikom Pinjateljem. On je vnuk Emerika Majerja, enega velikih predvojnih podjetnikov ljubljanskih, ki je med vojno pomagal partizanskim družinam. On je zgradil tisti objekt na Wolfovi 1, spodnjo Namo, se je takrat reklo. No, in zaradi tega, ker je po vojni, dokumenti to kažejo, bila želja nekoga od novih ministrov komunistične oblasti, da bi tam živel, so ga enostavno zaprli, mučili, ubili in mu pobrali vse premoženje. Ne? In človek bi mislil, da je seveda po desetletjih zadeva zdaj razrešena, ampak kje pa, ne? Federico Pinjatelji razlaga, da ga je odvetnica, ki je živela v tem njegovem objektu, ki je tudi del komunistične elite, torej Tjaša Andrej Prosenc, da ga je prevarala, da je potvorila dokumente in mu ukradla stanovanje in trgovino za sina, in človek bi mislil, da bo današnje pravosodje stopilo v bran lastniku, ampak niti slučajno, ne. Še več, ta gospa je bila zdaj ravno nedavno, pred mislim, da 2 tednoma, imenovana za častno članico Olimpijskega komiteja Slovenije. Ne. Skratka, še vedno se vlečejo številne krivice iz tistih časov, ki so bili seveda nekako nenavadni. Ne moremo z današnjih oči gledati, torej z današnjega stanja gledati na situacijo po vojni, ko so se določene strasti, določene bolečine ljudi tudi na bestialen način izrazile. Ampak kljub vsemu bi človek pričakoval, da določen racionalen pogled na tisto preteklost in na določene posledice, ki se vlečejo v današnje dni, bi pa že lahko razrešili, pa jih nažalost očitno še vedno nismo pripravljeni razrešiti, vsaj ne tukaj v Ljubljani, vsaj ne z pravosodjem, kot ga danes imamo. Ali nas potem lahko čudi, da Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije, s katero bomo tudi začeli to komentiranje, da je bila imenovana kot komunajzarka strani enega od poslancev? Zdaj, jaz bi sicer zagovarjal drugačno politično kulturo. Žan Mahnič je mlad poslanec, ki ga vsake toliko pove, kako zadevo bolj na ostro, in parlamentu je seveda včasih tudi prostor za to. Mislim pa, da je tukaj še en pomemben vidik tega, mogoče njegove provokacije. No? Jaz mislim, da je popolnoma upravičeno, da imenuje nekoga za komunajzarja, če so nekateri drugi ljudje imenovani za fašiste.
Ne? Skratka, tukaj je treba nekako parirati v tem diskurzu, čeprav mislim, da bi bilo bolje, da bi se vse to preseglo. Ne? Ampak očitno se ne bo dalo preseči, dokler zadeva ne bo vsaj parirana in da bo obema stranema jasno, da je to brez veze. No? Da nimamo več ne fašistov, ne komunajzerjev, da gre predvsem za ljudi, ki mogoče res z enega ali drugega vidika gledajo na neko politično situacijo, in me pa ne čudi, da se Nataša Pirc Musar postavila zdaj na tako enostranski način kot predsednica. No, jaz mislim, da je naredila isto potezo, kot jo je naredil Danilo Tir, ki je bil izvoljen kot nekdo, ki je obetal sposobnost za preseganje političnih razkolov, pa se je zelo hitro zatekel v skrajno levi kot, in mislim, da se enako dogaja z aktualno predsednico. Ona zdaj ni podelila mandata nikomur, ne, češ nihče ni prinesel 46 glasov, šteli so, pa očitno niso prešteli, ampak vendarle ti glasovi so, ne, se je bil očitno gospod Stevanović izvoljen. Ne, mislim, tukaj je popolnoma narobe naredila, ni opravila svoje naloge. Zdaj, res je sicer, da v ustavi ni določen 30-dnevni rok za prvi krog, je pa določen v poslovniku Državnega zbora, ki je nadaljnji korak naše ustavne ureditve in ki natančneje opredeljuje neke posamezne člene naše ustave. Ne? In ta rok ni kar tako. Ta rok je napisan zaradi tega, da dovoli čas za analizo situacije po volitvah, čas za neke prve pogovore, in zaradi tega je seveda pomembno spoštovati ta 30-dnevni rok. Mislim, da je tukaj obupala po prvem pogovoru. Lahko je bila užaljena, ker jo pač očitno del političnega prostora ne jemlje resno oziroma ji ne zaupa, in ji upravičeno ne zaupa, ker, kot sem rekel, se je postavila nekako na skrajno levo pot. Ne? Ampak jaz mislim, da je bila njena dolžnost, da bi opravila še en krog volitev, zaradi tega, ker je po tednu, dveh postalo jasno, da obstaja potencial neke druge večine. Jaz mislim, da bi ona morala na začetku tega tedna, v katerem smo, opraviti še en krog pogovorov, in če ji ne bi zaupali poslanci in bi raje sami v drugem krogu rešili vprašanje kandidature za mandatarstvo, potem bi je danes bil tisti dan, ko bi lahko recimo povedala, da ne bo nikogar predlagala. Ne? Ampak s tisto njeno potezo prehitro je dejansko spet pokazala, da ji upravičeno del političnega prostora ne zaupa in da ni predsednica, ki bi bila sposobna opraviti nalogo predsednika v našem ustavnem redu. To pa je pomoč za usklajevanje, za preseganje nekih političnih razlik v našem parlamentarnem prostoru. Zdaj, marsikdo ima občutek, da na nek način kar porivajo vse to, kar zdaj to stanje v državi, v roke Janezu Janši, da bi bil on seveda mogoče čim prej odgovoren za vse. Na drugi strani nekateri mislijo, da to oblikovanje vlade predolgo traja. Kako vi komentirate? No, jaz mislim, da je prav, da so si akterji vzeli čas. Torej, najprej nekaj je jasno. Rezultat volitev je popolnoma jasen. Gre za velik poraz Roberta Goloba in njegove koalicije. Iz 53 so padli na 40 poslancev in tukaj je popolnoma jasno, da v parlamentu obstaja večina 48 poslancev, ki so proti koaliciji Roberta Goloba, proti socialistični politiki, ki jo je ta 4 leta vodil. Ni pa povsem jasno, ali ta celotna koalicija 48 proti socialistični politiki Roberta Goloba lahko zgradi dovolj zaupanja, da bi vzpostavila neko stabilno
vlado. In zato je prav, da se pusti čas. Pravilno so se lotili, predvsem se je pravilno lotil najprej Trojček z Vrtovcem, Stevanovičem in Logarjem, ker so se najprej lotili vprašanja vsebine in so se prek pogovora, torej prek ugotavljanja, ali so vsebinsko dovolj sorodni za en resen preobrat od politike, ki jo je Slovenija vodila zadnja 4 leta, da od tam naprej se ugotovi, ali je to zaupanje dovolj veliko samo za nek interventni zakon ali tudi za to, da bi zdržalo celoten mandat pri preobratu, ki ga Slovenija potrebuje. In v teh pogovorih se tukaj zdaj kaže, da je zelo blizu nekemu momentu, ko bi se lahko oblikovala neka večina. Ne? Tudi, če bo to večina, pri kateri ena od strank ne bo sodelovala v izvršilni oblasti, ampak je pa programsko dovolj blizu, da bo podpirala tiste zakonske rešitve, ki bi jih potrebovali. In jaz mislim, da je prav, da se je vzelo čas, zdaj iz 2 razlogov. Ne? Prvi je ta, da se kolikor je le mogoče do detajlov razdela koalicijska pogodba. Zaradi tega, da bo popolnoma jasno, da tukaj ne gre za neke stavke, ki dopuščajo velik manevrski prostor pri interpretaciji, kot je v tem uvodu, ki smo ga videli, ker je bil javnosti prikazan, in ta uvod zelo jasno pokaže ideološko smer, v katero želi koalicija peljati Slovenijo, ampak pomembno je, da akterji do največjih detajlov, kar je mogoče v teh nekaj tednih, razdelajo to koalicijsko pogodbo, zato da ne bo kasneje tukaj nekih zapletov in dilem, ko se bodo konkretni zakoni pripravljali. Drugi vidik je pa ta, na katerega ste nakazali. Ne? Torej, jaz mislim, da je pomembno pustiti še nekaj tednov, da se razgali vsa beda dediščine Golobove vlade. Mi smo že videli, da je popolnoma sesut zdravstveni sistem, in to se zdaj iz dneva v dan kaže, da je popolnoma da so sesute javne finance, da je tudi gospodarska situacija zelo slaba, čeprav zdaj prikazujejo spet rekordne dobičke gospodarstva, ne? Pri tem pa pozabijo povedati, da je en delček gospodarstva tisti, ki ustvarja izjemne milijardne dobičke. Ne? Tukaj gre za banke, za varovalnice in gre za velike monopoliste praktično v državi, od Telekoma, Elesa in podobnih podjetij. Ne? Je sicer tukaj tudi Krka in nekaj teh naših najuspešnejših seveda podjetij. Na drugi strani pa malo gospodarstvo krvavi in imamo tudi rekordno število insolvenčnih postopkov, imamo veliko število zapiranja SP-jev in podjetij. Ne? Skratka, imamo neko črno-belo sliko našega gospodarstva, kjer tisto meso skupnosti, to je pri nas malo in srednje gospodarstvo, trpi in potrebuje nek kisik, ki bi mu omogočil, da ponovno zadiha. Ne? Skratka, imamo neko dediščino, ki je res izjemno bedna po teh zadnjih 4 letih in je prav, da se ta dediščina v celoti razgali. Treba je namreč vedeti, da morebitna koalicija, če se bo sestavila, bo imela več front. Ne? Tle ne gre zdaj samo za reševanje vseh teh težav, ki so posledica socialistične politike Roberta Goloba, ne gre niti samo za vse geopolitične izzive pred Slovenijo, ne? Ampak gre predvsem za to, da bo socialistični blok izvajal resne sabotaže na vsakem koraku. Ne samo v parlamentu, ker že vidimo neke histerične reakcije z obstrukcijami, napovedmi referendumov in podobno. Poziv je že k protestom, še preden se je vlada sestavila. Verjamem, da bo to vse medijsko podprto s propagandnim aparatom, ki je sploh omogočal delovanje Golobove vlade, in tukaj seveda tudi sodstvo z ustavnim sodiščem na čelu, ki bo verjetno izvajalo resne sabotaže preobrata, ki ga Slovenija potrebuje. Ne? Skratka, tukaj bodo tako notranje kot zunanje fronte in mislim, da je zaradi tega izjemno pomembno, da si ekipa vzame čas in da tudi tisti del javnosti, ki mu mogoče do zdaj ni bilo nekaj jasno, ugotovi, da je situacija res slaba in da potrebujemo res korenite spremembe. Ampak seveda vedno je še ta če
bo vlada sploh sestavljena. Zdaj, kakšno tveganje sta recimo ti dve stranki Resnica? Slišali smo, da je tam eden od poslancev, ki ga tako pogodno rečeno napadajo, nagovarjajo, da ne bi podprl vlade in da med demokrati so kar trije taki. Verjamete vi to? No, jaz mislim, da gre tukaj zdaj tudi malo za psihološko vojno in precej nekega, bom rekel, ustvarjanja vzdušja, ki bi mogoče skušal prepričati koga od teh, da se res, da torej ne podpre mandatarja. Ne. Zna se zgoditi, da bi kakšen eden, dva mogoče od teh, čeprav mislim, da je tudi zato so možnosti manjše, ker kljub vsemu gre za ljudi, ki se zavedajo, da je politika ekipno prizadevanje, da so v parlament prišli kot predstavniki neke stranke. To so tudi ljudje, ki nekaj dajo verjetno na svoj ugled in ne verjamem, da bi želeli priti v Wikipedijo kot simbol izdajalstva, tako kot je recimo Ciril Pucko, obstaja celo izraz puckizem. Skratka, verjamem, da kar se tega tiče, če se dogovorijo vrhovi stran glede programa, mislim, da bo tudi ustrezna matematika v parlamentu se nekako sestavljeno. Bo pa seveda tukaj izjemno, bom rekel, zahtevno vladanje vodenje take koalicije. Še vedno pa lahko, dajmo reči, gledamo z optimizmom na stabilnost take vlade, predvsem zaradi izkušenj dveh najbolj stabilnih strank, SDS-a in Nove Slovenije, tudi zaradi izkušenj v času COVID vlade, ko je bila situacija v parlamentu mogoče celo bolj zapletena, ker je tista minimalna večina, na koncu niti večine več ni bilo, bila ideološko dosti bolj raznorodna, kot je sedaj teh 48 glasov, ker še enkrat teh 48 glasov je programsko zelo, zelo sorodnih in gre bolj za vprašanje osebnega zaupanja v delovanju, terjalo bo seveda ogromno energije, ampak mislim, da imajo te ekipe dovolj izkušenj. Torej, vi ocenjujete, da bo to stabilna vlada? Torej, če se bo oblikovala, verjamem, da lahko stabilno pelje zadeve, vsaj do momenta, ko bo izpeljan ta preobrat, o katerem smo govorili. Torej, jaz mislim, da lahko pride mogoče celo res tudi do konca mandata v nasprotju z pričakovanji, da bo to vlada kratkega kova, potem tisto zadnje leto pred volitvami pa seveda vedno zahtevno, sploh za kakšne manjšinske vlade. Zato mislim, da je izjemno pomembno, da se večino vsebinskega dela opravi takoj. Da se zdaj v teh tednih detaljno dogovorijo glede reform, ki so potrebne in da jih potem v prvem letu tudi ekspresno izvedejo in pol v nadaljevanju z izvršilnimi koraki torej izpeljejo ta preobrat, ki ga Slovenija potrebuje. No, eno od imen, o katerem smo veliko slišali ta teden, je bila seveda tudi Alenka Bratušek. Torej, Alenko Bratušek se zdaj omenja kot tisto, ki naj bi v Gibanju Svoboda nadomestila Roberta Goloba. Čeprav je Robert Golob rekel, da bo ponosno in vesel v opoziciji, da bo šef opozicije. Kaj se v bistvu dogaja v Gibanju Svoboda? Zakaj zdaj Alenka Bratušek? No, jaz mislim, da se dogaja to, kar se v levem bloku ves čas dogaja. Torej, številni ljudje spletkarijo v ozadju vedno so. Tudi ko je Borut Pahor zmagal leta 2008 parlamentarne volitve, so ves čas razni centri moči po raznih gostilnah pametovali o tem, kdo naj bi bil predsednik vlade, kako bi mu torej ukradli tisto zmago. In verjamem, da se zdaj dogajajo podobne zadeve, da cel kup ljudi pametuje v ozadju. Veliko ljudi je bilo že v volilni kampanji nekako jeznih, ker so se pustili predvsem največjemu podporniku Roberta Goloba, to je Zoranu Jankoviću, so se torej pustili prepričati, da gre Golob še enkrat na volitve. Številni so prepričani, da bi lahko uspeli še enkrat nategniti ljudi s kakim novim obrazom. In zaradi tega seveda veliko ljudi
pametuje o tem, kaj bi bilo najbolje za prihodnost. Zdaj, nekaj časa so seveda govorili o Klemenčiču kot o potencialnem nasledniku recimo levega bloka. Mislim, da deluje preveč arogantno in da ima tudi preslabo kariero, torej preveč negativnih točk v svoji karieri, da bi lahko bil nek kredibilen nosilec bloka. Alenka Bratušek je eno od imen, ki potem vedno pride ven. V bistvu je že večkrat priskočila na pomoč. Tudi prvi njen vzpon je temeljil ravno na tem, da je prevzela neko stranko brez njenega osebnega rezultata. Potem je komaj da prišla v parlament, naslednjič niti prišla ni več, pa je bila še vedno torej celo ena glavnih akterjev Golobove vlade z enim od finančno najbolj pomembnih resorjev, pri katerem je cel kup nekih korupcijskih afer, o katerih je govora in ki jih bo treba raziskati. Tako da v vsakem primeru ona nikoli ni dobila torej neke podpore strani volivcev. Na teh parlamentarnih je sicer v 2 volilnih okrajih naredila zelo visok rezultat, ampak ne na ime, ampak na zgodbo koalicije Roberta Goloba, pa tudi neke dajmo reči, neko tudi ozadnje, recimo islamska skupnost je v veliki meri podprla, verjamem, da ne njo, ampak predvsem Zorana Jankovića kot nekoga, ki ima torej velik vpliv v tisti skupnosti. Skratka, ni nekdo, ki bi lahko imel veliko podporo javnosti, očitno pa so določeni centri levice v ozadju, predvsem gradbeni tajkuni, dovolj zadovoljni, da bi recimo poskusili njo spraviti na čelo tega levega bloka v primeru, da bi se Robert Golob dokončno izgubil, tako kot se je izgubil zdaj med prazniki, kjer je praktično šlo za sabotažo države, da namesto da opravlja nujne tekoče posle za državo, ga pač nekako ni bilo. Torej, če bi se ta njegova depresija in dopust izkazal za dokončnega. Potem je, če tako pogledamo, Alenka Bratušek res v tej konstelaciji svobode v parlamentu danes mogoče ena od izbir, ki me ne bi presenetila. Ampak vendarle, pred volitvami je bilo veliko posnetkov v javnosti, tudi ki so se dotikali Alenke Bratušek. In to iz prvega kroga. Torej, ne, da ni to opozicija govorila. Najbolj pomembna oseba stranke Svobode je direktno govorila, da je dobila informacije, kako Alenka Bratušek krade. In to so zadeve, ki jih bo nujno raziskati. Torej, v kakšni meri in kolikšni meri zdaj lahko to bremeni Alenko Bratušek? V kolikšni meri je zdaj to opcijo politično strah pred temi rezultati, preiskavami, še posebej zato, ker demokrati Anžeta Logarja pa prav zahtevajo tako inštitucijo, ki bo to raziskovala. Jaz mislim, da jih je lahko upravičeno strah. Najprej zaradi resnega angažmaja celotnega desnega bloka, ki se bo, verjamem, z novo vlado tega zelo resno lotil. Jaz mislim, da bo ključ za boj proti korupciji v prvem koraku boj proti pokvarjenim sodnikom. Trenutno situacija v slovenskem sodstvu, ne bom govoril več o pravosodju kot ocenem sistemu, ampak ravno v sodstvu je temeljni pogoj, ki ga je treba izpolniti, da se bo boj proti korupciji lahko sploh začel. Mi bomo imeli veliko težav pri tem, da se spet vzpostavi nekako pravica v tej državi, zaradi tega, ker je avtonomija sodstva zaščitena ne samo seveda z našim ustavnim redom, ampak tudi z razmerji moči v Evropi, ker so torej izjemno alergični, ko se začne govoriti o korupciji v sodstvu, ko se začne delati na pravosodnih reformah, da bi se to korupcijo razrešilo, zaradi tega, ker avtonomno sodstvo očitno ni sposobno samo od sebe očistiti tiste pokvarjence iz svojih vrst. Tako da tam bodo velike težave, bo pa mislim, da pritisk vlade skupaj z pritiskom javnosti tukaj izjemen. To, kar je najbolj pomembno,
prihaja do generacijskih sprememb. Jaz mislim, da so bile to mogoče celo zadnje tranzicijske volitve, v katerih je levi blok lahko z staro generacijo, še komunistično generacijo ublažil svoj poraz. Mi smo videli, da je zadnji teden uspelo z manipulacijo glede afere Black Cube zbuditi tistih dodatnih 5 točk volilne udeležbe, torej nekih 50-60 tisoč glasov, ki so se na koncu torej le pridružile Svobodi. Mislim, da je to zadnjič, da se lahko kaj takega zgodi. Čez 4 leta bo demografska struktura volilnega telesa že pomembno drugačna. Torej, nadaljeval se bo prihod novih generacij, ki pa volijo antisocialistično, da tako rečem. No, skratka, tudi generacije, ki ne bodo požrle korupcije, pa rekli, ja, vse glih važno je, da ni Janša, pa sej krade, ampak dela. Ne, mislim, da te nove generacije tega ne bodo sprejeli, tako kot to očitno sprejemajo določene starejše generacije, ker smo videli, da se zgodba o korupciji ni v ničemer dotaknila torej volilnega telesa, ki je le ublažilo poraz levega bloka, kot očitno se ne dotakne, ne vem, islamske in drugih skupnosti, ki so kljub vsemu podprle ta blok, ne glede na vse zgodbe o korupciji. Ne, skratka, prihaja pa neka nova generacija volivcev, za katero verjamem, da bo imela drugačen odnos do vseh teh vprašanj. Ampak, ko omenjate sodstvo, ne, en tak pomemben primer je bil v Italiji, leta nazaj je bil Di Pietro, sodnik, akcija Čiste roke, vendar je ta korupcija očitno kot neka hobotnica tako urasla v sistem, da so potem tudi temu sodniku nastavili bombo. Ne. Nekaj časa gre in potem ne. Da, in tudi italijansko sodstvo je še vedno ostalo dejansko avtonomno v svojem tudi rušenju vlade, ne, in v svojem ideološkem delovanju, tako da tudi v Italiji tega, daleč od tega, da bi to razrešili, lahko naredimo pa še korak naprej, to je zdaj evropski problem. Ne, tudi Evropsko sodišče, ravno danes me je kolegica poslala novico, je sprejelo odločitev, da imajo tudi ilegalni migranti, ki pridejo v Evropo, popolnoma enake pravice kot vsi državljani, recimo glede socialnega sistema, ne glede na njihov status, torej, da je omejitev, da mora nekdo 10 let recimo biti v državi, da bi prejel neke pravice, da je to v nasprotju z evropskim duhom, da tako rečem. Ne? Skratka, imamo neko paralelno realnost sodstva, ki odstopa od kakršnega koli stika z realnim življenjem, z zahtevami ljudi v končni fazi, ki se ima za dejansko nadrejenega neki demokratični volji ljudstva. In jaz mislim, da potrebujemo neko novo družbeno pogodbo, ki bo na novo sploh postavila odnose med ljudmi, družinami, skupnostjo, državo in predvsem Evropsko unijo, ki terja eno resno korenito reformo, ali pa je bolje, da jo ukinemo in da se enostavno razpusti, ker tako kot danes delujejo določene zadeve, to nima nobenega smisla in to ni normalno. No, obraz te nove generacije, ki ste jo prej omenili, je prav gotovo Jernej Vrtovec, te njegove stranke v tem trojčku in potem seveda tudi Demokrati in Resnica, ki zdaj predlagajo ta interventni zakon, še preden je vlada sploh sestavljena. In seveda je opozicija nasprotovanje veliko. Zakaj je pomembno, da je ta zakon sprejet? Zdaj, treba je sicer sprejeti neko kritiko stroke, da ta zakon res ni normalen. Da ta zakon deluje, torej da je v isti koš vrgel 10 različnih zakonov, da gre tukaj za pomembne sistemske ukrepe. Skratka, način sprejemanja tega zakona ni normalen. Ampak zato, ker situacija ni normalna. Uvodoma smo govorili o tem, da je Slovenija na številnih področjih na robu popolnega zloma
in zaradi tega potrebuje koreniti preobrat. In ko situacija ni normalna, se enostavno intervenira. To je bistvena zadeva. Ta zakon je nujno hitro sprejeti zato, da bo lahko še enkrat meso naše skupnosti, tisto meso, ki ustvarja največ dodane vrednosti, zadihalo in preživelo. Mi imamo malo in srednje gospodarstvo, ki je na robu zloma. Sesuvajo se tudi določeni veliki sistemi, če jih ne bi subvencionirali, bi verjetno tudi kakšne od večjih podjetij zapustili Slovenijo, ampak tam, kjer diha naša skupnost, tam, kjer je 70% delovnih mest v gospodarstvu, so mala in srednja podjetja. In tem je treba nujno pomagati. Ne? Skratka, v tem zakonu je vrsta nekih ukrepov, ki pa seveda niso kar tako padli, se jih niso zmislili takrat, ko se je ta trojček prvič usedel. To so ukrepi, o katerih se govori že leta, in to so ukrepi, ki so bili bistvo volilne kampanje. In ljudje so točno to podprli. Skratka, to je takojšnje uresničevanje volilnih obljub, ki so jih te stranke dale in zaradi česar so dobile podporo ljudi. In zato je pomembno, da se ta zakon sprejme in da premaga vse ovire, ki jih bo socialistični blok postavil in s katerimi bo skušal zaustaviti ta preobrat, ali bi reči to prvo pomoč za Slovenijo. No, lejte, vsi, ki se javljajo, sindikati, vsi konec koncev spis, skupščina, praktično ga ni tega subjekta političnega, ki ne bi nekaj rekel proti temu, ampak vendarle, mi smo dobili novembra pač tole božičnico, kar je priletela z neba, potem povečanje minimalne plače, ki je potegnilo vse te ukrepe, tudi druge socialne prispevke in pomoči, in seveda od tod je potem to, kar se je zgodilo, tudi konec koncev to, kar je napovedoval Janez Janša oziroma stranka SDS, da je omejitev zadolževanja v državi, da ne moreš kar se izmišljati nekih davkov v nedogled, in bomo že kako. To so vse posledice. Zdaj, to je zelo važno, kaj to vse pomeni. Pomembno je ljudem razložiti, kaj pomeni recimo socialna kapica. Ta je pomembna, da če zaslužiš nek določen znesek, recimo 7500 evrov, potem je konec teh obremenitev. Tega se mi zdi, da ljudje pri nas ne razumejo, oziroma da so te, ki so nasprotniki, tako glasni, tako na ulici, kot v ustanovah, da praktično, kot v medijih, da praktično neka v bistvu objektivna resnica ne pride do izraza. Zagotovo. Tle predvsem deluje propaganda, ki vpliva lahko na tisti del ljudi, ki nima modernih kanalov komunikacije. Tisti, ki so odvisni od TV Slovenije, popolnoma verjamem, da mislijo, da bo zdaj prišlo do zloma države, ker imajo pač enostavno pranje možganov iz enega samega kanala. Kar se tiče socialne kapice, o tem že desetletje govorimo. Da, mi smo solidarna družba. Ampak ali obstaja nekje neka meja solidarnosti? Ali obstaja neka meja, da ko odplačam za druge toliko in toliko denarja, ali lahko od tam naprej služim zase in svojo družino? Torej, ali imamo neko ekonomsko svobodo, ali smo sužnji države in sužnji tistih, ki niso sposobni toliko ustvariti na trgu. Ali pa nočejo, ali pa nočejo. Potem se ne splača. Tle je problem. Zdaj, temeljno vprašanje je seveda znesek. Ali je znesek 7500 pravi, ali 8200, kot je recimo gospod Simič govoril o tem, da je to 3-kratnik povprečne plače, torej tista meja, pri kateri je itak navezava tudi na pokojnino. Ker torej od 3-kratnika naprej ne gre več za plačilo za tvojo nekoč pokojnino, ampak gre za solidarno za druge. Mogoče bi celo 4-kratnik plače bil. Torej, mogoče je ta meja postavljena prenizko, ampak bistvo je, mejo je nekje treba postaviti. In treba jo je postaviti predvsem zaradi tega, ker živimo danes v konkurenčnem okolju. In nove generacije predvsem niso socialistične. In vejo, da imajo odprta vrata. In vejo, da se zlahka registrirajo svoje podjetje v kaki drugi evropski državi.
ne samo čez mejo, tako kot se zdaj dogaja, ko se številni recimo enostavno preselijo svoje podjetje na Hrvaško, lahko ga v Estoniji, kjerkoli odprejo in torej na drug način optimizirajo recimo svoje davke in zaradi tega je to neumna davčna politika. Večkrat v preteklosti se je že pokazalo, da ko se je spustila neka davčna stopnja, se je povečal celo prihodek v javno blagajno. Bilo je veliko protestov, ko se je recimo spustil davek na motorna vozila in se je takrat sploh ugotovilo, da se je dosti več denarja torej pridobilo v javno blagajno, zato ker se je sploh sprostil promet, ker so ljudje sploh recimo boljša vozila sploh registrirali pri nas, namesto da smo bili obkroženi z tablicami iz Češke, Italije, recimo in drugot. Skratka, tudi ko govorimo o učinkih na javno blagajno teh ukrepov, je treba razumeti, da to ni samo suha matematika, da gre tle tudi za psihologijo, da znižanje davčnih stopenj pomeni nek psihološki učinek, da bo tudi manj sive ekonomije, da bo manj take davčne optimizacije prek Banje Luke, ki mogoče res ni najbolj korektna, ne. Skratka, gre za ukrepe, ki bodo, še enkrat, meso skupnosti mora enostavno zadihati. In se moramo zavedati, da je družbena pogodba pričakuje državo, ki bo omogočala red, varnost in ustvarjanje blaginje in da gre tlele za čisto konceptualne razlike med socialisti in blokom, ki razume liberalizem, ne v takem pomenu, kot se je zadnje desetletje nekako spervertiral v socialistični liberalizem, ampak predvsem kot obstoj države kot garancija, da lahko ljudje ustvarjajo in živijo od svojega dela. Mislim, da je praktično ironično, da je danes desni blok tisti, ki zagovarja parolo delu, čast in oblast. Zaradi tega, ker je treba res resnemu delu dati čast in oblast. Torej omogočiti, da ljudje s svojim delom, da tisti, ki so prizadevni, ki ustvarjajo, od tega dobro živijo. Ne pa pod to parolo dejansko omogočati neko brezdelje ali pa čisto državno piratstvo in krajo vsem tistim, ki nekaj več ustvarijo. Jaz sem vesel za vsakega, ki uspe z neko svojo idejo, podjetnostjo obogateti in nikomor od teh nisem nevoščljiv in bi si želel tudi videti mogoče kak luksus v našem okolju. Me tudi to ne bi kaj dosti motilo, če to ljudje zaslužijo s svojim delom in pametjo. Pri nas imamo pa drugačen primer, da se služi s korupcijo in s krajo našega skupnega denarja. No, del tega piratstva so deležni tudi upokojenci, tudi to je zdaj velika tema, ne. Zdaj Simon Maljevac je vzel 1% zasluženih pokojnin, kar vsem upokojencem, istočasno seveda tudi zaposlenim, ne, in so vsi rekli, zakaj zdaj to plačujemo, saj smo to zaslužili in že vse odplačevali. In seveda zdaj je spet spis proti temu, da bi se tudi ti prispevki, glejte, zdaj nekdo je delal 40 let in po 40 letih njemu pokojnina pripada. Zakaj je ne bi dobil? Pa potem lahko še dela, kajti tudi če ima pokojnino pa še dela, tudi od tega dela spet plačuje prispevke. Tu sploh ni neke zdrave logike. In večina evropskih držav ima seveda popolnoma jasno to ureditev. Kot ste rekli, ko nekdo odplača, mu pripada tisto. In tudi SPIZ bo enostavno moral pridobiti ta sredstva. Na drugi strani, ko govorijo o propadu solidarnostnega sistema, imamo državno premoženje in nujno ga je bolje upravljati. Že dolgo časa se govori tudi o demografskem skladu, torej imamo večmilijardno premoženje, ki lahko pokrije tisto razliko. Ki so ga plačevali ti upokojenci. Ki so ga ravno oni uplačevali, ustvarjali. Skratka, gre za neko vezan mehanizem, ki omogoča, da bodo ljudje imeli dostojne
pokojnine in tisti, ki so pri določenem zdravju, lahko še naprej ustvarjali in sodelovali torej pri ustvarjanju neke dodane vrednosti v naši skupnosti. Jaz mislim, da je noro to nasprotovanje temu, da bi ljudje, ki so odplačali svoj dolg, recimo, da rečem, pokojninski blagajni, bili za to prikrajšani. In prej smo omenila socialno kapico, na eni strani so proti njej, torej, da ni omejitev, ko je treba iz žepov ljudi vleči, na drugi strani pa obstaja. Najvišja pokojnina pa je zaustavljena. Omejena, in lahko nekdo plačuje desetkratnik pokojninskega zavarovanja, ampak na koncu bo omejen na 3-kratnik. Direktor Krke ne bo imel nikoli pokojnine. Skratka, tukaj gre dejansko za popolnoma ideološko vprašanje, ali je vloga države ta, da pomaga ustvarjati blaginjo, da pomaga ustvarjati pogoje za dobro življenje, da seveda spodbuja solidarnost neke skupnosti, ampak spodbuja na takšen način, da ima delo čast in oblast. Da torej tisti, ki dela, ki ustvarja, lahko uživa sadove svojega dela in da pomaga tistim, ki tega ne morejo sami početi. Ne pa, da se vse čas pije kri. Tako. Ja. No in seveda še ena od teh, bom tako rekla, norosti je, da smo proti temu, da se zniža DDV. Ja, zakaj? Pa saj so vse države to naredile zdaj, ko je kriza. Kaj se bo pa zgodilo? Ja. No, zagotovo. Tukaj je pa zanimivo, da celo pri oceni izpada je pa tukaj edina točka, kjer se predlagatelji in kritiki strinjajo. Ker na drugi strani pri vsakej presoji, koliko bo nek ukrep vplival na javno blagajno, bom rekel, gospod Boštjančič katastrofizira, namesto 50 je 100 milijonov in tako naprej. Tukaj so pa enotni v učinku tega. Ampak tudi tukaj gre torej za ukrep, ki bo seveda terjal nadaljnji korak, to je regulacijo marž ali kontrolo, na kakšen način se bo to dejansko poznalo na žepih ljudi. Gre za nekaj, ker se bo seveda poznalo v nekaj 10 evrih, tako kot pravi ljudem, ampak ravno to je tisti ukrep za najšibkejše, za tiste, ki jim vsakih 10 evrov nekaj resno pomeni. Skratka, v tem interventnem zakonu je večina ukrepov, ki pomaga ravno najšibkejšim. In peščica tistih ukrepov, ki pa omogočijo motivacijo za najboljše, za tiste, ki največ ustvarjajo. Torej, to ni res zakon za bogate, ker se govori o socialni kapici, recimo. Socialna kapica je nujen ukrep, če želimo v naši državi sploh imeti ambiciozne ljudi. V nasprotnem primeru bo nova generacija, ki je mobilna, svojo davčno blagajno prenesla v neko drugo državo. Še nekaj, recimo, oni vsi govorijo, recimo milijarda bo manj, ampak to je na današnji dan. Zdaj mi pa ne vemo, kaj bo do konca leta, če ne bo interventnega zakona, bo veliko več milijard manj, ker se podjetja selijo in se zapirajo. Oziroma, če bojo nižji davki, bodo pa mogoče nekateri ljudje. Zato pravim, da učinki niso neka suha matematika na obstoječe številke, ampak gre tukaj za psihološki moment, ki bo tudi zmanjšal sivo ekonomijo, torej zmanjšal potrebo nekaterih po sivi ekonomiji, ker sicer ne morejo preživeti, in predvsem zmanjšal odliv našega potencialnega davčnega denarja v tujino. No pa še ena debata je bila prav zdaj v Državnem zboru, mislim, da je dr. Ostrc povedal, da praktično te dni so spet dali neki zdravniki odpoved v Mariboru, taki ključni zdravniki, in konec koncev, nam resnično pred našimi očmi razpada zdravstveni sistem. Če tega ne bomo danes rešili in dovolili, da v bistvu pacient določi, kam bo šel, država pa plača tako zasebnika kot državno oziroma javno zdravstvo ali karkoli že oni temu rečejo, bo popolnoma vse razpadlo. Zdaj so celo noč ali od jutra čakali ljudje spet v nekem kraju, dobili napačne listke, pa se to se more nehati. Torej, zdravstvo je ravno tisti primer, ki je pokazal popolno bedo socialistične politike Golobove koalicije.
Tukaj so z dejansko ideološkimi nesmisli in predvsem z sovraštvom do zdravnikov, ki jo je najbolj kazal ravno Robert Golob z svojim primitivnim odnosom do zdravnikov, so torej popolnoma uničili enega temeljnih sistemov vsake države. Ne? In tukaj bo najprej te ukrepi interventnega zakona so spet mogoče neka prva pomoč, ne? Tukaj bo treba ogromno dela opraviti, če bomo želeli sploh, najprej upočasniti razpad, ki se tudi ne bo končal čez mesec, dva. Torej jaz mislim, da ko so rekli, da bo zdravstveni sistem zanihal, zdaj ga je odpeljalo nekam in je vprašanje, kako se najprej upočasniti to propadanje, ki ga lahko spremljamo iz tedna v teden, kaj šele potem spet gradnja nekega normalnega evropskega modela. Ne? Tukaj se ves čas nabija z nekimi željami po ameriškem modelu, nihče si ne želi pri nas ameriškega zdravstva, lahko si pa želimo avstrijskega. Imamo tukaj torej sosede, po katerih se večkrat zgledujemo in bi se lahko tudi pri tem vprašanju odnosa do javnega zdravstva, ne državnega socialističnega, ker edini učinek državnega socialističnega zdravstva je, da je to leglo korupcije, kar smo tudi lahko spremljali skozi desetletja in k čemu je sedaj pripomogla tudi Golobova vlada, ker je z nekimi prvimi ukrepi ukinila tisti, bom rekel, nek nadzor ravno nad javnimi naročili, torej nad dobavami v zdravstvu. In skratka, to omejevanje zdravstva na državno socialistično doseže neučinkovit sistem, ki ne stimulira zaposlenih in je to seveda predvsem leglo za korupcijo v slovenskem zdravstvu. No in če smo na začetku rekla, da se v državnem zboru zdaj seveda vsi čudijo nad nekim obnašanjem in tako naprej, moramo se spomniti, da je Lena Grgurevič govorila tudi o črnuharjih, ne, v prejšnjem mandatu, pa se spomnimo tudi tega, kar je zdaj povedal poslanec Gladek, poslanec SDS-a, kako so julija 2022 oni sami sprejemali omnibus zakonov, pa ni bilo nobene panike v zvezi s tem. Zdaj tukaj smo se naposlušali v teh parih urah, kako mi zlorabljamo oziroma kako ta pomemben zakon ni šel preko javne razprave in da pač se dotika 10 zakonov. Naj spomnim zakona, ki ga je koalicija v odhajanju sprejela julija 2022, ta zakon o odpravi škodljivih posledic prejšnje vlade, ki se je dotikal 11 zakonov, pa ni bilo nobene javne razprave takrat. Pa se je dotikal šolstva, pravosodja, davkov, policije, tujcev, kulture, gradbene zakonodaje in tako naprej. Pa ni bilo nobene javne razprave. Potem zakon o dohodnini, ki so ga sicer kasneje, se pravi spremembo zakona o znižanje te splošne olajšave, za katerega so kasneje priznali, da je napaka, da so to naredili, ampak takrat je sicer bila javna razprava, ampak so jo dali v času dopusta od 1. do 18. avgusta. Se pravi, so tudi onemogočali neko javno razpravo. Zdaj, kot je bilo že rečeno, božičnica, dvig minimalne plače. Kje je bila tukaj javna razprava? Šli so kot tank, sprejemali zakone in brez težav, če se spomnimo sprememb proračuna, ko je proračun napovedoval 2 milijarden primanjkljaj. Brez težav so dvignili roke. Noben sindikat, noben ga ni skrbel za zmanjšanje pravic delavcev in tako naprej. 2 milijarde minusa, gremo naprej. Zdaj pa strašijo, preden je stvar sploh zaživela, kakšne težave bo ta zakon povzročil. No, lejte, ne samo to, obetajo tudi posvetovalni referendum, Levica je napadla predvsem Novo Slovenijo, Nova Slovenija pa ni ostala dolžna in so rekli, Levica potrebuje delavce s slabo plačo, da izpade herojsko v navidezni borbi zanje. Levica se bori proti bogatim, a zamolči, da njeni funkcionarji dobivajo bogate plače, torej igra dvojno igro in skrbi izključno zase. Sveda in leži na kavčih, kot smo ugotovili, tako v parlamentu. Ja, to je res noro. Tukaj gre za res temeljni ideološki konceptualni spopad. Med to, kar smo lahko spremljali te dni med Levico in Novo Slovenijo, razgalja ravno to, da
Najprej, da levica svojo socialistično politiko seveda ne deluje v korist najšibkejših, kar so pokazali tudi številke, ne, da dejansko revščina raste ravno pod levimi vladami, medtem ko je pod desnimi vladami revščina upada nekako. Zdaj, kar se pa tega zadnjega spopada, besednega med Novo Slovenijo in Levico tiče, jaz mislim, da ga ni delavca, ki bi volil Levico. No? Da torej niso delavci tisti, tudi analize to kažejo, da delavci ne volijo Levice. Ne? In da Levica govori veliko o delavcih, da ima pa čisto drugačen bazen nekako volilnega telesa, da gre tukaj bolj za nek mogoče salonsko-akademski bazen ali pa nek ostanek še komunistične mentalitete v naši državi. Je pa treba vsaj nekaj priznati in zato so te besedni spopadi zanimivi, da je Levica edini del socialističnega bloka, ki ima neke filozofske koncepte, ki jih zna tudi razložiti. In da je Luka Mesec se razvil v edinega politika tega bloka. Najprej smo govorili o tem, ali bi Alenka Bratušek lahko prevzela recimo Svobodo. Jaz mislim, da vseh teh 40 poslancev sodi v eno skupino in da je to razlikovanje skoraj da nesmiselno in da je dejansko Luka Mesec edini reprezentant neke te socialistične levice v Sloveniji, ki je sposoben konceptualno celovito razložiti, kaj sploh je socialistična ideologija. Sicer ne verjamem, da bi, če bi bilo to razgaljeno, ta blok lahko dobil še vedno 40 poslancev, ne? Bi pa zagotovo bilo dosti bolj transparentno, ker bi se jasno ugotovilo, da za katerokoli od teh strank ljudje volijo, na koncu dobijo ravno to skrajno socialistično ideologijo, ki jo edina jasno lahko predstavi ravno Levica pod vodstvom Luke Mesca. Ampak ali bodo dobili podpise za ta referendum? Vendarle ne morajo zbrati. Torej, najprej ne verjamem, da bo v parlamentu seveda sploh, bom rekel, oddaljena razprava. Mi smo videli v prejšnjem mandatu novo prakso, novo interpretacijo pravil in se niti 30 dni ne bo čakalo. Tudi če vložijo recimo zahtevo danes ali pa v ponedeljek zahtevo za posvetovalni referendum, ga lahko naslednji dan parlament povozi in pelje naprej zakonodajni postopek tukaj brez težav. Pri zbiranju podpisov pa verjamem, da bodo zbrali podpise, ker vidimo, da je tukaj celoten levi blok, da tu sploh ne gre za vsebino, ampak se je enostavno začela politična vojna. Torej, izguba oblasti je nekaj nesprejemljivega za socialistični blok. To sproži popolno histerijo, sproži takoj začetek, ljudje že čistijo kolesa, se pripravijo torej na proteste, še preden bo vlada imenovana. In jaz mislim, da z vsemi aparati propagandnimi, ki jih ima, bodo tistih 40 000 uspeli spraviti skupaj in da bo tudi velika bitka za torej za morebitno izvedbo referenduma, če izpolni nek drug pogoj, torej če bo sploh, mislim, da bo moralo na koncu Ustavno sodišče odločiti, ali bo sploh dopustilo ta referendum, ker verjamem, da lahko parlament zavrne tudi po 40 000 podpisih, zavrne izvedbo tega referenduma, ker so notri vsebine, ki se tičejo davčnega sistema, o čemer ni referenduma. Sicer so tukaj tudi drugačna mnenja, da pa so tudi vsebine, ki se ne tičejo financ in da bi bilo zaradi tega nujno omogočiti referendum. Skratka, tle bo ustavno ena precej zapletena situacija. Če bo na koncu odločilo Ustavno sodišče, verjamem, da bo odločilo politikansko, ideološko, glede na to, kakšno sestavo danes imamo, in potem se bo treba izjemno potruditi v referendumu. Skratka, tukaj bo veliko, jaz mislim, da bo to prvi primer, kjer se bodo videle sabotaže socialističnega bloka in to pomeni izjemno ogrožanje prvi pomoči naši državi. Mi smo zdaj govorili o tem, kako pomembno je takoj
ukrepati. Ne? In jaz mislim, da se bo ta morebitna rešitev odložila za nekaj mesecev zaradi referenduma, tako ali tako davčne spremembe ali bodo sprejete do konca meseca in uveljavljene, da začnejo lahko s 1.6. Veljati ali veljajo od 1.1. naprej. Dosti huje pa se mi zdi odlaganje ukrepov na področju zdravstva, ker tukaj pa vidimo, da se sistem popolnoma sesuva, zato ker ravno zdaj prihajajo tudi do izraza vsi tisti škodljivi ukrepi zakonodaje Golobove koalicije, ki se bodo ravno v teh mesecih sedaj začeli realizirati. In jaz mislim, da lahko do konca leta doživimo popoln kolaps slovenskega zdravstva. No, seveda so se zdaj izbudili tudi sindikati, recimo prav Branimir Štrukelj, jasno je bilo tudi obdobje 1. maja in Rožnika in vseh teh govorov, ampak vendarle SVIZ Branimirja Štruklja razpolaga s 5,5 milijonskim proračunom in 2 milijonskim presežkom. To so izbrskali ljudje na AJPES-u. Sprašujejo se tudi, ali bo on razkril tudi višino svoje plače. Dolgo je že predsednik SVIZ-a. Kako bogati so sindikati? Nazadnje imajo oni tudi banko, delavsko hranilnico, tudi tam so delničarji. To se pravi, ne gre za neke delavske sindikate, gre za neke intelektualce, šolnike. Gre predvsem za politike, bi jaz rekel. Ja. No, in gre za politike in jaz mislim, da glavni problem slovenskega sindikalizma je v tem, da ni na prvem mestu dejanska korist delavcev. Tu pa tam seveda opravijo izjemno delo v ekonomsko-socialnem svetu. Jaz mislim, da tudi določeno opozarjanje na zlorabe, na svinjarije, ki se dogajajo lahko v določenih primerih, so seveda izjemno pomembne. In tukaj predvsem na opozarjanje tistih izkoriščenih delavcev, Delavska to, kar počne posvetovalnica. gospod Lukić, in to so izjemno pomembne zadeve. Ko pa pride do nekih ključnih vprašanj reforme, pa sindikati več niso v prvi vrsti zastopniki resnih interesov zaposlenih ljudi, ampak enostavno zastopniki socialističnega bloka. Pomembnejši, močnejši celo od tistih, ki sedijo v parlamentu. In zato me sploh ne čudi to nasprotovanje vsem tem ukrepom. Lahko so kakšni posamezniki v sindikalnih vrstah, ki bi bili mogoče malo bolj razumni in bi se dalo celo pogovarjati z njimi, ampak jih je peščica in še te so ponavadi skriti ravno za tistimi najbolj odmevnimi izjavami političnih sindikalistov. Ja, se Lidija Jerkič ni znala razložiti pred leti, zakaj je proti temu, da bi delavci imeli višjo plačo. To je bila kvadratura kroga. Tudi danes številni predstavniki sindikatov širijo laži glede interventnega zakona in spet poudarjajo eno samo točko, recimo socialno kapico, zanemarjajo vse tiste člene, ki koristijo ravno najšibkejšim, ki koristijo zaposlenim, ki koristijo upokojencem, študentom, šibkim samostojnim podjetnikom, in potem prihajajo z lažjo, da je to zakon za bogate zaradi socialne kapice, namesto da bi rekli, da želijo, da je meja 4-kratnik povprečne plače ali kakorkoli drugače, da bi pač ugotovili, kje pa postaviti tisto mejo namesto dušenja, ki iz naše države izganja najbolj sposobne ljudi. No, spraševali so se v parlamentu, pa tudi sicer, predvsem pa v parlamentu, kakšna bo vloga resnice Zorana Stevanovića. Zdaj, on ne bo podpisal nič, ali bo to nadstranka, tako kot je bila Levica v prejšnjem mandatu, ali bo to koalicijska stranka, ali naj se zdaj odpove, še preden se je sploh oblikovala vlada. Niti vlade še nimamo, zdaj sploh ne vemo, kakšna bo vlada, naj se odpove mestu predsednika Državnega zbora. Kakšna bo zdaj ta stranka? Torej, kot trenutno kaže, bo to dejansko konstruktivna opozicija, ki bo sodelovala z morebitno vlado. Jaz mislim, da ta debata je bila izjemno pomembna in jo je najbolj presekal ravno Stevanović sam. Pomembna je bila z enega samega vidika. Jaz mislim, da bi bilo res napačno, če bi resnica omogočila tej koaliciji večino v 2 ključnih komisijah, in to je nadzor
obveščevalnih varnostnih služb in Komisijo za nadzor javnih financ. To sta dve komisiji, ki sta nujno v popolnih rokah trde opozicije. In zdaj, če bo gospod Stevanovič in Resnica konstruktivna opozicija, ki bo sodelovala z vlado, bi bilo narobe, če bi s njegovo pomočjo lahko ta koalicija imela večina v teh dveh komisijah. In to je bilo tisto, na kar se je opozarjalo, kar je opozicija opozarjala in kar je Stevanovič sam presekal. S tem, ko je povedal, da Resnica ne bo v teh dveh komisijah sploh sodelovala, to pomeni, da te nevarnosti ni. Zato je kakršnokoli nadaljevanje debate o tem, ali je to opozicija pod A, pod B, to, kar je v preteklosti že večkrat se dogajalo, mislim, da čisto politikanstvo strani opozicije, popolnoma vse eno je. Torej, Resnica ne bo sodelovala v izvršilni oblasti, to pomeni, da je opozicija, ker pa bo očitno omogočila izvolitev izvršilne oblasti, bi bilo narobe, če bi imela tisto ključno besedo pri teh dveh komisijah in se je Resnica sama temu odpovedala in s tem pokazala dosti večjo zrelost kot številni politiki, ki so že nekaj mandatov, recimo v slovenski politiki. Ne? A veste, da sem prav danes brala Bojana Požarja, ki pravi, da je celo Zoran Janković poklical na pomoč Vučića, da naj prepriča Stevanovića, da naj stopi na stran levih strank. Mislite, da je to možno? Vučić menda rekel ne. Je možno, da se v ozadju dogajajo številni poskusi zaradi panike pred izgubo oblasti. Kot sem rekel, socialistični blok postane histeričen in ne more zdržati v opoziciji, torej ne more zdržati brez oblasti. In Vučić je rekel ne. Tako piše pravzaprav. Tako piše, to so možnosti v ozadju, zaradi tega, ker v končni fazi so kakšni ljudje dosti bolj resni, pa tudi če niso v skladu z nekimi demokratičnimi standardi, ki si jih želimo v Sloveniji, ampak predvsem mislim, da je najbolj jasno povedal to sam Stevanovič, ko je povedal, da je prvo možnost dobil Golob in je to možnost zavozil in zdaj dosti bolje kaže Janezu Janši, ki oblikuje neko programsko večino, da pridobi podporo. Jaz mislim, da je ključno to, kar je povedal. Oni bodo ostali opozicija, zaradi tega, ker so se mogoče tudi sami v nekem momentu nespametno zaštrikali, ko so rekli, da ne grejo ne v to, ne v uno vlado. Ok, hočejo ostati korektni do svojih volivcev. Istočasno je pa jasno rekel, ne bodo pa oni dejavnik politične nestabilnosti. Torej ne bodo oni tisti, ki bi onemogočili kakršnokoli oblikovanje večine. Ne? Če bi imeli drugačno politično kulturo, bi se mogoče lahko našla kakšna druga večina čez bloke. Očitno pri nas to ne gre zaradi monolitnosti socialističnega bloka. Je pa gospod Stevanovič prijetno presenetil, da tako rečem, tudi s potjo v tujino, govori angleško, šel je v tujino, ni šel najprej v Moskvo ali k Putinu ali kako, tako da nas utegne še presenetiti. Jaz mislim, da se ga je precej podcenjevalo in tudi po krivem obtoževalo določenih zadev. Mislim, da ima tudi, kot je videti, vsaj iz tega njegovega diskurza po volitvah, ima tudi izjemno močno ekipo na strokovni plati, s katero se očitno dobro ujame, torej ni samo vešč retorik, ampak gre tudi za zelo pametno vsebino in argumente, ki jih predstavlja, in jaz mislim, da se bo za dolgo časa zasidral v slovenskem političnem prostoru. Ne, nazadnje je imenoval sekretarko državnega zbora svojo in pa tudi njegova poslanka dobiva neke grožnje, gospa Kokot, to je tudi znak, da gredo v pravo smer pravzaprav, ne? Jaz mislim, da je to tista točka, ki bo nekako odločila o stabilnosti morebitne vlade Janeza Janše. In to je, kako bodo predvsem tej novi ljudje, ki niso razvili trde politične kože, preživeli vse svinjarije, ki jih lahko pričakujemo strani
socialističnega bloka. Ne. Jaz sem rekel, da bi bilo fajn, da mogoče slišijo kako predavanje, še bolj demokrati. Se mi zdi, da resnica je bolj stabilna, da so tudi kot ljudje, kot persone nekako stabilnejši in da jih to mogoče celo dodatno motivira, ko dobijo kakšne take grožnje. Ne. Ampak mislim, da bi bilo fajn, da bi demokratom mogoče Gregor Perič opravil eno predavanje z njegovimi izkušnjami, ker to so ljudje, ki bodo morali v nekem momentu preživeti hude svinjarije. To, ko začnejo risati kljukaste križe na vrata, ko začnejo pritiskati na starše, sorodnike, prijatelje, otroke, torej ko se začne dejansko tisto najbolj umazani del, kar se je dogajalo poslancem, ki so v času covida presekali zadeve in delovali stabilno do konca tiste vlade, to, kar se je dogajalo gospodu Periču, gospodu Simonoviču in drugim. Torej, to so stvari, ki jih bodo te novi prišleki v politiko morali biti sposobni preživeti. In je vprašanje, ali se bo kakšen od njih zlomil, ko se bo ta pritisk, umazani pritisk na njih stopnjeval. Eno je zdaj to medijsko pritiskanje, klicarjenje, mogoče prijateljev v ozadju, v nadaljevanju se bodo pa začele res umazane svinjarije, ker smo že videli, da na tak način enostavno deluje socialistični blok, ko izgubi oblast. No, Anže Logar, ne, kje so zdaj njegove šibke točke? Ne? On je seveda postavil pogoj, ta pogoj je recimo ta boj proti korupciji, pa vendarle, kje so zdaj te šibke točke demokratov Anžeta Logarja? Jaz mislim predvsem v tem, da so torej ljudje, ki imajo lahko mogoče tudi nekateri lokalne politične izkušnje ali pa kakšne druge življenjske izkušnje, ampak ki se ne zavedajo ostrine nacionalne politike v takih razmerah, kot jih imamo danes. Torej, ravno boj proti korupciji je bistven. Nam so ugrabili državo. Mi imamo kriminalce, ki so ugrabili ključne aparate naše države. Imamo dovolj pokvarjenih ljudi v policiji, tožilstvu, sodstvu, da omogočajo zlorabe oblasti, da omogočajo krajo milijard. In tlele gre enostavno za izjemno močno hobotnico, ki jo ne bo tako enostavno presekati. In to, da se je Anže Logar postavil na čelo te zgodbe, se mi zdi izjemno pomembno. Tudi za njegovo politično prihodnost. Torej, on mora doseči neke rezultate. Ne? On je uspel v času izjemno ostre polarizacije v parlament pripeljati seme neke ideje politične širine. Spoznal je, da v tem momentu to seme ne more uskliti, ker je en blok enostavno je pretrda zemlja, nima kaj tam početi. In zdaj, če bo želel v prihodnje ohraniti nek politični potencial, potrebuje resne rezultate in tista točka, kjer se tudi pri njemu osebno vidi, da res zaživi, je ravno boj proti korupciji. Ne? Tam se vidi pri njemu neka čist drugačna energija. Recimo, ko je vodil preiskovalno komisijo o bančni luknji pred časom, pa ko je torej se zdaj oživela zgodba o korupciji, recimo njegova poslanska vprašanja Robertu Golobu vezano na korupcijo in na očitke, da njegov mentor politični Zoran Janković jemlje 10% provizije in podobne stvari, ko so se začele razkrivati, ne? Takrat on tudi osebno malo zaživi in dobi neko drugačno energijo. In jaz mislim, da to je tisto polje, kjer bo pomembno narediti korak naprej, preživeti tudi vse svinjarije, ki jih bodo potem deležni. Če pa se sprašujemo, kje so pa omejitve, mislim, da so omejitve ravno v tem, da večina teh ljudi ni doživela realnega političnega življenja na umazanih frontah. Da se ne zavedajo, recimo, in prvi korak, ki je že kazal na vprašanje, ali je sploh smiselno sestaviti to vlado, je bila recimo odločitev gospoda Osterca, da je na tistem kolegiju oziroma na tistem kvizu podprl imenovanje sodnikov brez razmislekov, ker se enostavno ne zaveda, da je ravno sodstvo jedro problema korupcije. Da so ravno pokvarjeni sodniki glavni razlog, da lahko korupcija pri nas uspeva in da ni nobenih
posledic. Ne? Skratka, ta mogoče neka akademska, salonska naivnost ljudi, ki sestavljajo demokrate, je mogoče še največje tveganje. Ja, dobronamernost in preprosto to, da se ne zavedajo, kako umazana je celotna situacija. Ne moreš verjeti, da je svet tako umazan. Točno tako. In jaz upam, da bodo to čim prej spoznali in znali ustrezno ravnati glede tega. No, mislim, da je to ključ za vprašanje, ali se lahko postavi tako stabilna vlada, ki bo imela take rezultate, da bo leta 2030 popolnoma jasno, da se s politiko preobrata v Sloveniji tudi nadaljuje. No, zdaj, seveda so ti, ki so podprli gospoda Stevanoviča, so potem dobili tudi zdaj predlog te koalicijske pogodbe oziroma te točke. Ne? Dolg je ta predlog, lahko si ga preberemo, ima 20 točk, ampak med drugim pravi, da delo ni socialna, ampak razvojna in gospodarska kategorija, da mora denar recimo iz javne zdravstvene blagajne slediti pacientu, potem namesto, da bi obdavčili vse, ki so varčevali in vlagali v nepremičnine, jih pač ne bi obdavčili. To so take bistvene točke. Seveda je poudarek tudi na tradiciji, družini, demografiji in pa pravzaprav boju proti korupciji. Zdaj zanima me v teh 20 točkah, kaj je tisto, kjer bo najtežje doseči nek dogovor. Jaz mislim, da torej, zdaj, kakšen dogovor v družbi. Jaz mislim, da je to manifest preobrata Slovenije, ki bi se moral realizirati v teh skoraj 40 letih, kar državo imamo. Jaz mislim, da je to manifest, ki je nadaljevanje plebiscita. Mi smo se pred skoraj 40 leti odločili, da zapustimo Jugoslavijo in zapustimo socializem. Danes ugotavljamo, da še nikoli ni bila mogoče tako močna ne Jugoslavija, ne socializem pri nas v Sloveniji. Torej danes ugotavljamo, da je rekonkvista ideološka se zgodila strani socialistične mentalitete in tudi nekega jugoslovanskega, balkanskega tipa politike in torej šerifovanja v Sloveniji, zlorabe določenih državnih aparatov, kriminala, korupcije in tako naprej. Skratka, tlele gre za manifest, da smo s plebiscitom mislili resno, da presekamo z neko socialistično logiko in vzpostavimo moderno državo zahodnega tipa. Novo republiko? Novo republiko, kakorkoli bi potrebovali res eno ustavno večino, da bi tudi na ustavni institucionalni ravni dosegli nek korak naprej, ampak za začetek je pomembno, da se je vzpostavil en stabilen blok, ki zagovarja drugačen pogled na odnose med ljudmi in državo. Torej, spoštovanje delovnih ljudi, spoštovanje družine kot osnovnega orodja za preživetje, ki ga imamo za sobivanje, za urejanje naše medsebojnosti, torej neko popolnoma drugačno politični pristop v odnosu med posameznikom, družino in državo. Gre torej za en zelo pomemben programski manifest in me veseli, da se je ta ekipa poenotila tako jasno glede vprašanja, v kakšno smer premakniti Slovenijo. In jaz verjamem, še več, verjamem, da je to manifest, ki nagovarja predvsem nove generacije, ki torej spreminjajo strukturo našega volilnega telesa, da je to tudi manifest, ki se bo utrdil in z posameznimi koraki realizacije prepričal leta 2030 tudi nove generacije, da dajo še enkrat svoj glas za spremembe in da pomagajo nadaljevati tej poti preobrazbe Slovenije. Ampak vendarle gospodarske razmere tudi v tujini pa niso rožnate. Zdaj obeta se energetska kriza, mogoče ne bo niti goriva, bencina ne bo. Kako bodo te razmere vplivale na slovensko vlado?
Torej, slovenska vlada bo imela seveda številne izzive, kot sem rekel, najprej zaradi šepajočih trenutno državnih aparatov, geopolitičnih izzivov in predvsem zaradi sabotaž levega bloka. Ne. Jaz upam, da bodo svoje oddelale vsaj gospodarske organizacije. No, tukaj gospodarska zbornica je delovala precej mehko skozi čas, sicer opozarja na probleme, pa še vedno izjemno, da rečemo tako, kolaborira z socialističnim blokom, medtem ko je obrtna zbornica bila precej ostrejša. Ne? In upam, da bodo te organizacije uspele prek svojih ljudi dopovedati širši javnosti, kako pomembna je hitrost teh ukrepov, ki jih zdaj skuša socialistični blok sabotirati z protesti, referendumi in tako naprej. Ne? Tako da upam, da bo uspelo se vsaj to zavezništvo z malim in srednjim gospodarstvom vzpostaviti na tako močan način, da bo imela vlada podporo za vse ukrepe, ki jih gospodarstvo dejansko potrebuje in da bodo premagali vse tiste ideološke aparate, vključno z sindikati. No, ampak zdaj, ko omenjate te zbornice, v redu, zbornice imajo mnenje, ampak veste, kaj včasih pogrešamo? Podjetnike kot take, ne? Zdaj, lejte, kolesarji, nevladne organizacije, sindikati, vsi so glasni, vsi ropotajo, kje so podjetniki? Jaz mislim, da so se tokrat prvič v tej kampanji številni res jasno postavili. Po vsej Sloveniji jih je bilo videti, tudi po raznih okroglih mizah, javnih tribunah, tudi obrtna zbornica je naredila serijo nekih dogodkov po vsej Sloveniji. Ne. Je pa res, da se ne sliši tistih, bom rekel, ki bi imeli, oziroma se jih ne sliši dovolj, mogoče tudi zaradi omejitev v propagandnih aparatih. No. Mogoče bi morali najti oni en način, da gre oni enkrat na ulice protestirati, je pa res problem, ker oni morajo delati. Ne pa čakajte, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke nekaj pove, svoje mnenje, takoj ga napadajo zaradi plače. Ne, in to ga napadajo brutalno. Tudi v ozadju, mislim, da so ga kar precej utišali zadnje čase, pa ni edini. Jaz verjamem, da se številni pa bolj kot podjetniki, mogoče menedžeri bojijo, tudi zaradi tega, ker imamo v Sloveniji še vedno prevladujoči pajdaški kapitalizem. Torej imamo še vedno velike sisteme, ki so odvisni od države in ker so se v preteklem mandatu tudi zavedali, kako zamerljiv in maščevalen, škodoželjen je bil Robert Golob, ko se mu je kdo postavil proti. Verjamem, da so bili predvsem številni predstavniki iz gospodarske zbornice raje tiho, kot da bi se upali nekako izpostaviti. Ali pa so imeli neke precej mehke kritike, recimo. Ne. No, pri oblikovanju nove vlade se je pojavilo tudi vprašanje, ali bi morala imeti Slovenska ljudska stranka kakšnega ministra, ne, recimo Tina Bregar bi lahko bila ministrica za zdravje. Kaj vi mislite o tem? Torej, zdaj vprašanje, imajo sicer enega poslanca, pomembno so prispevali k uspehu trojčka okrog Jerneja Vrtovca. Jaz mislim, da je to najprej vprašanje za njihov odnos znotraj, tudi koliko so se pogovarjali o tem, kakšni so pogoji. Glede gospe Bregant, kar se tiče pa ministrstva za zdravstvo, mislim pa, da je tam največja tekma nekako z vprašanjem, kdo bo ta resor sploh pridobil. Ne? Ali bi ga pridobil, ali ga bo sploh pridobil lahko trojček Nove Slovenije, ali ga bodo pridobili demokrati, ki imajo recimo gospoda Ostrca, ali ga bo pa zase zahteval SDS, ker gre za nek izjemno pomemben resor, ki bo tudi pokazal, bom rekel, ki bo pomembno vplival na oceno uspešnosti te vlade. Ne? Zdaj, če tako pogledamo, imajo torej enega poslanca od 9 v tisti poslanski skupini in matematično gledano je težko reči, ali jim pripada nek resor. Mislim, da gre bolj za vprašanje dolgoročne vizije tistega bloka, tudi nadaljevanje sodelovanja, mogoče že na letošnjih lokalnih volitvah, pa tudi v prihodnje mogoče neke nove integracije krščanske demokracije, ljudske stranke in tega liberalno-podjetniškega dela in da gre bolj za neko morebitno koncesijo strani
Nove Slovenije, zaradi tega, ker si želi te partnerje tudi v prihodnje ohraniti. Ne? Tako da bolj kot da jim pripada, bi bilo mogoče dolgoročno pametno jim omogočiti tudi ta položaj, da se omogoči vidnost te stranke tudi v prihodnje, pa mogoče tudi, če ne bo to ravno resor za zdravstvo, ampak kakšen drugi. Mislim, da je pomembno ohraniti ta rezultat, ki je omogočil, da je tako Slovenska ljudska stranka kot Fokus dobila vsaj enega poslanca in da motivira tisti trojček tudi za prihodnje delovanje. No, seveda začela sva z nekim čejem, ne, če bo vlada sploh oblikovana, ne vemo še, ali bo ali ne. Zdaj, kaj pa bi pomenile nove predčasne volitve? Torej, veliko vprašanje je, kako bi na te volitve najprej vplivalo razkritje popolnega propada državnih aparatov zaradi Golobove vlade. Zdaj se torej razkrivajo iz tedna v teden stvari, o katerih je sicer v kampanji bilo govora, ne? Ampak je bilo govora z omejitvami propagandnega aparata strani torej Golobovega propagandnega aparata. Drugo vprašanje je, kako bi na ponovljene volitve vplivala afera Black Cube. To sta dve največji neznanki, torej razgaljanje bede posledic Golobovega mandata in vprašanje Black Cubea. Jaz mislim, da največje tveganje bi te volitve predstavljale na eni strani za demokrate, ki so že v kampanji smo opozarjali, glas za demokrate je glas za neznano in se ni vedelo, kaj se bo zgodilo. Zdaj se je izkazalo malo to, da je šlo za neko nihanje, da gre za stranko, ki ima znotraj precej različne ljudi in vprašanje je, kako bi ponovljene volitve mogoče na njih vplivale. Večji del drugega, mislim, da ne bi bilo velikih sprememb. Torej, ampak že to so lahko tektonske spremembe, torej že majhni premiki. Veliko vprašanje je, ali bi socialistični blok lahko še enkrat sploh motiviral toliko ljudi. Mi smo videli, da jim je uspelo ublažiti poraz in doseči teh 40 mest z lažmi in manipulacijo v zadnjem tednu. Zdaj je vprašanje, ali bi to lahko sploh ponovili. To, da računajo na tiste glasove, ki so recimo šle prerodu Prebiliča, ali pa piratom, to enostavno ni matematika. Ljudje, ki so volili Prebiliča, ljudje, ki so volili pirate, so ljudje, ki so volili proti korupciji levega bloka. Sicer bi volili nekoga drugega iz levega bloka, ker bi bilo bolj zanesljivo. Torej, ljudje, ki volijo pirate, ne bodo zdaj volili Svobode, ne bodo volili kogarkoli drugega, za katerega so prepričani, da so sestavni del problema, ne glede na to, da tudi ne bodo nikoli recimo šli na desno. Skratka, tam gre za neko protestno skupino, ki je vprašanje, ali bi šla še enkrat voliti ali ne bi. Skratka, mislim, da dejavniki, ki bi vplivali, eno je tveganje demokratov, mislim, da resnica bi kvečemu še povečala svoj rezultat, ker se je uvrstila v parlament, pokazala, izkazala, tako da tam mislim, da ni nobenega tveganja. Temeljno vprašanje pa je torej, ali bi levi blok lahko še enkrat motiviral toliko ljudi, zdaj ko se razgalja beda njihovega mandata in ko se ugotavlja, da z afero Black Cube dejansko ni tako, kot jo je Golob z svojimi propagandnimi aparati tisti zadnji teden prikazoval. No, seveda pa je veliko vprašanje tudi, kakšno vlogo bi imeli seveda ti naši mediji, predvsem RTV Slovenija, ki se je tudi izkazala v tej kampanji. Zdaj, glede na to, da ima Resnica predlog in je že vložen predlog zakona, da bi ukinili RTV prispevek in bi bil RTV Slovenija plačan samo iz proračuna. Kaj vi menite o tem? Jaz se s tem strinjam. Jaz mislim, da bi bilo to pravilna poteza in da je to posledica samo uničenja RTV-ja. Jaz bi sicer upal, da bo recimo kdorkoli bo vodil kulturno ministrstvo najprej uspel iz tistega
kompleksa rešiti kulturno pomembne zadeve, kot so arhiv in vse tiste druge umetniški, dajmo reči, dragulji, ki so mogoče skriti javnosti, zaradi tega, ker se o tem ne govori toliko, ne? Ampak zdaj, če govorimo po samem programu, ne? Najprej zabavni program, mislim, da ne potrebujemo javne institucije za kaj takega, ker imamo za zabavni program dovolj nekih alternativ in ni treba, da to plačujemo davkoplačevalci. Zdaj, kar se tiče informativnega programa, je pa treba ugotoviti, ali je sploh možno vzpostaviti javni servis, ne? Ali je torej v današnji polarizaciji sploh možno vzpostaviti in na kakšen način vzpostaviti servis. Mogoče bolj z kombinacijo, dajmo reči, MMC-ja, ki bi moral biti direktna povezava med novico, direktno do vira informacij, do baz podatkov, ki jih lahko ljudje vidijo. Torej, namesto da vidijo samo nek izjemno ideološki, pristranski prispevek, da ljudem usmerijo, gledaj, če vas zanimajo številke o tem vprašanju, ali pa če bi radi prebrali zakon, si lahko tukaj preberete jasno zadeve. Ne? Torej, nek mogoče modernejši način, predvsem za nove generacije, ki prihajajo, ki so vajene poiskati dejstva, poiskati nekako podatke. Ne? V vsakem primeru je tukaj vprašanje smiselnosti obstoje take institucije v prihodnje. Absolutno pa takšna, kot je danes, nima čisto nobenega smisla in je kraja prispevkov tistih ljudi, ki jim ne pade na pamet, da bi gledali to ideološko propagando, ki je postala res povsem skrajna. No, saj, če spomnimo in spet bomo spomnili s celim videoposnetkom, kako je pravzaprav Robert Golob očistil RTV Slovenija janšistov. Skupen cilj vsem nam je bil, da očistimo Slovenijo, v tem primeru tudi policijo janšizma. Zakaj? Mi smo šli na volitve s tem. Jaz se dobro spomnim, tudi v vaših studiu smo govorili, ko bomo in če bomo zmagali in če dobimo mandat ljudi. In če kje, kdo ve, veste to vi. Tudi na RTV-ju smo se zavezali vsi skupaj, da bomo očistili janšizma. In jaz vem, da vi natančno veste, kaj to pomeni. No in zdaj seveda vsi mi vemo, vsi natančno vemo zdaj, kaj to pomeni. Ja, zdaj ta teden je bil deležen kritik, debate, razprave, tudi nek utrip, ki ga je pripravila avtorica Špela Kožar, ne. Tudi ona je bila med temi, ki so zelo navijali za očiščenje janšistov. Torej, lejte, sami ste rekli, ali je sploh možno oblikovati nek, bom tako rekla, objektiven, normalen, en tak informativni program, ki si ga zaslužijo vsi, ki to plačujejo. Jaz mislim, da je to veliko vprašanje, ali v današnjem načinu tudi konzumiranja informacij, torej kako z drugimi orodji, tudi ceneje, torej doseči nekaj takega. Ne? Večina ljudi danes je vajena konzumirati informacije tudi prek telefona in ni nujnost, da je televizija zdaj edini možni medij, sploh pa ne za 120 milijonov na leto. No. 163. No, 163, torej še huje, imam torej stare številke nekako v glavi. Ne. In zaradi tega je res vprašanje, kako ljudem zagotoviti ustrezen dostop, jim omogočiti, olajšati, da se res sami informirajo. V današnji digitalni dobi to dejansko ni problem. Imamo vrsto izjemnih orodij, kot je Erar, ki pokaže za vsak cent, ki gre prek javnih naročil, kam je šel. Imamo dostop do informacij javnega značaja, imamo cel kup baz podatkov in je treba dejansko ljudi naučiti, da se mogoče tudi sami kdaj informirajo. In da se zavedamo, da so mediji lahko tako ali drugače ideološko nagnjeni, vsak si izbere nek svoj vir informacij, ki mu bolj ustreza, če pa želi preveriti, ali nekaj drži ali ne, pa ima danes to zelo enostavno možnost. No? Danes se informacije širijo in konzumirajo na precej drugačen način, kot je bilo to še pred desetletji. Ne? In ta utrip je bil dejansko nekaj, kar sodi mogoče na osebni YouTube profil avtorke ali pa na njen Instagram profil, nikakor pa to ni oddaja, ki bi povzela tedensko dogajanje v imenu javne
televizije. No pa seveda, zdaj, ko gledamo ta agitprop, nas pravzaprav čudi, ne? Vendarle smo se včasih novinarji, na nek način smo bili zavezani vsaj neki uravnoteženosti na nacionalki recimo, ampak da pa pripraviš takle utrip, to je pa res v tem smislu tega, kar je rekel Marcel Štefančič, da jih je več, vemo koliko več, in tistih je ene par, zdaj jih tudi teh ni več, teh ene par. Mislim, to me spominja na to, ker lahko. Ne? Kaj nam pa morate? Ali kaj? Točno to. Ja. In tle gre za neko ideološko skrajnost, ki je tam absolutno prevladala in zdaj bo jok in stok, ko se bo ukrepalo glede tega, ker bo pač nova vlada, ko bo prišlo do določenih sprejem, zdaj bo treba vedeti tudi, kako se bo pa ustavno sodišče zdaj naenkrat zbudilo, mogoče in le razsodilo končno o zakonu o RTV-ju ali kaj bodo naredili. Ne? In pol bo pa spet jokanje na ulici in da niso nikogaršnji hlapci. Ne? Skratka, sami so krivi, sami so pripeljali institucijo v slepo ulico in zato vsekakor podpiram zelo verjetno odločitev parlamentarne večine, da se ukine RTV prispevek. Pa tudi, če pogledamo tuje televizije, ne, recimo finska televizija ima prispevek, ampak je omejen z neko kapico, ne, spet ta nesrečna kapica, ne moreš plačati več kot toliko, na leto lahko samo 168 evrov plača za javno televizijo, pri nas je to 163, ne, smo že blizu neke kapice, čeprav pobirajo tako kot dohodnino 2,5% od tvoje plače oziroma plačil. Potem BBC ima prispevek, ampak ne dovoli reklam. Ne? Zdaj, ustavno sodišče je nekoč že reklo, da prispevka pa ne smemo vzeti, ampak lahko pa vzamemo reklame. Ne? Zakaj bi imela RTV Slovenija in proračunski denar, in denar za manjšine, in reklame, in prispevek. In na koncu vse nižjo gledanost. Ja, in je to tudi nelojalna konkurenca ostalim medijskim hišam, ne? Ne, zagotovo. Jaz mislim, da je res za temeljito premisliti nasploh vlogo medijev v današnji družbi in tukaj imeti v mislih predvsem nove generacije, ki prihajajo in katerim se mora seveda država začeti prilagajati. In vsi državni aparati in zakonske rešitve se morajo začeti prilagajati novi generaciji, njihovim potrebam, zato ker to so tisti, ki bodo v prihodnje polnili državni proračun in potrebujemo novo družbeno pogodbo, nov odnos med posameznikom, družino in državo. No, sej podobno je tudi na ravni mestne občine Ljubljana. Ne? Zdaj ta teden smo lahko brali, da bo pač župan Janković še sporočil ali bo še kandidiral. Tudi tu gre za neko to zgodbo teh partizanov, vsega tega, s tem praznikom smo začeli, gre bolj za zasedanje teh pozicij, ki so politične, ideološke. Zdaj vprašanje pa je, kdo lahko Jankovića nadomesti, spodnese, kdo lahko zmaga. Recimo prijavil se je tudi Aleš Primc, da bo tudi on kandidiral, med drugimi pa tudi mogoče Luka Mesec, Asta Vrečko, Anton Rop, ta je že zanikal, da ne, Urška Klakočar Zupančič, Jasmin Feratović. Skratka, kakšna je možnost Aleša Primca, ki je v slovenskem prostoru res naredil veliko, tudi kar se tiče teh referendumov in vsega. On je prepoznaven tudi v boju proti kanalu C0. Kakšna je njegova možnost? Mislim, da realno manjša zaradi tega, ker bo ključ v drugem krogu. Mislim, da se zna da se zna priti do drugega kroga, zaradi tega, ker tudi raziskave kažejo veliko padanje podpore Zoranu Jankoviću, še vedno je absolutno prvi favorit. Problem je bil, da se bo v drugem krogu enostavno uspelo zlorabiti spet ideološki kontekst, prikazati gospoda Primca kot skrajnega desničarja in zbuditi tisti levi bazen, ki očitno še vedno dominira v Ljubljani. Ne? Jaz mislim, da so tukaj parlamentarni rezultati pokazali, kakšen je utrip Ljubljane. Mislim, da je izjemno pomembna kandidatura gospoda Primca, sicer, da bi bilo zelo dobro, če bi se mogoče celo širši desni blok poenotil okrog njegove kandidature, ker je pa izjemen reprezentant enega dela Ljubljane, ki
opozarja na svinjarije, ki se dogajajo s tistim drekovodom, z vsemi, bomo rekel, tudi pretepanjem lastnikov tistih zemljišč, da je njegov glas v ljubljanski politiki izjemno pomemben. Tudi če ni možnosti, da bi premagal recimo gospoda Jankovića, gre tudi v Ljubljani enostavno za zasedanje čim več prostora tudi v mestnem svetu. Zdaj, kdo pa bi mogoče lahko premagal Jankovića, mislim pa, da bi to moral biti kandidat, ki bi imel večji del glasov v njegovem, v levem bloku. Ne skrajno levem, ker ta bo težko potem pridobila kje druge glasove. Ne. Mislim, da v tem trenutku takega kandidata še ni, da se torej še ni pokazal. Vsekakor pa bo moral biti nekdo, proti kateremu se ne bo mogla voditi umazana propaganda in se ga prikazati kot skrajnega desničara, ker je Ljubljana kljub vsemu še vedno socialistična, kar smo videli po tudi rezultatih parlamentarnih volitev. In še enkrat, mislim pa, da je izjemno pomembna vloga, ki jo v lokalnem političnem prostoru igra gospod Primc, in bi bilo fajn, da bi se širši desni blok tukaj organiziral in, bom rekel, okrepil svojo vlogo v mestni politiki. No, ta teden je nadškofija Ljubljana opozorila, seveda, da je ob izteku mandata vlade Roberta Goloba Ministrstvo za naravne vire in prostor izdalo integralno gradbeno dovoljenje za Jankovićev projekt prenovo osrednje tržnice, to se pravi garažno hišo, podzemljo tržnice, ki bi, tako tudi menijo drugi strokovnjaki, tudi arhitekti, gradbeniki, ki bi na nek način ogrozila konec koncev tudi temelje tega našega bisera, Plečnikovih tržnic, nadškofije, stolnice, vsega tega. Zdaj vprašanje je, v kolikšni meri lahko Ljubljančani vendarle ne izvolijo Jankovića zaradi te šlamastike, ki se dogaja, kanal C0, garaža pod tržnico, ali bo to prepričalo ljudi, da ga ne izvolijo? Torej, mislim, zaradi tega peša podpora, zaradi tega mu podpora zagotovo pada. Mislim, to je največja svinjarija, to je ogrožena je dejansko dediščina naše prestolnice. In to predvsem zaradi tega, ker jaz niti slučajno ne zaupam sposobnosti današnjih gradbenikov, ki zmagujejo na javnih naročilih, sploh ne v ljubljanski situaciji. Tukaj je izjemno tveganje, ne samo za vse sosednje objekte, ki so cvet slovenske kulturne dediščine, ampak se opozarja na problem dejansko tudi meteornih vod, ki zdaj odtekajo v Ljubljanico, recimo pa bi z neko blokado lahko povzročili prav devastacijo celotnega dela tukaj Ljubljane. In še enkrat, glede na kvaliteto gradbenikov, ne verjamem, da je tak projekt mogoče izpeljati brez hude škode za našo kulturno dediščino. Če sploh zanemarimo dejstvo, da bi tukaj sama izkopavanja morala potekati desetletje ali več, glede na vse, kar se lahko pričakuje tam spodaj. Jaz mislim, da je to projekt, ki ga je treba pustiti kaki drugi generaciji, niti slučajno danes ne tikati te lokacije. Prej bi bilo treba vse te spomenike raje še dodatno okrepiti z mogoče kako protipotresno zaščito, kot pa da se tvega z neko garažno hišo, ki sploh tudi ne prinaša ne vem koliko parkirnih mest, v tisti lokaciji ruši tudi strategijo, da se mestna jedra zapirajo za promet, da se torej z alternativami ljudi pripelje na to lokacijo. Skratka, na stotine argumentov je proti temu projektu. Edini argument na drugi strani za ta projekt je možnost 10% provizije in čisto nič drugega ni pri tem. In jaz upam, da bo ljudem s pomočjo mogoče nove vlade uspelo zaustaviti, ker tukaj je bilo na poti še veliko drugih svinjarij. Od ukinitve sploh arheološkega statusa in nekih drugih dejavnikov, ki bi zaustavili nek tak škodljivi poseg. In mogoče je to ena točka, ki lahko en del javnosti
mobilizira. Prepriča. Vprašanje je, če je tista prelomna. Ne vem, kak odnos imajo lahko sploh do kulturne dediščine številni, ki so se priselili nekako v Ljubljano. Za velik del ljudi pa bi znala ta, bom rekel, vsaj za tisti meščanski del, pa bi znal ta projekt biti izjemno pomemben. No in za konec poglejmo še, ker se, doktor Jeretič, vi vozite z Primorske v Ljubljano, ne, poglejmo zdaj, kaj se pravzaprav dogaja na tej naši nesrečni Primorki. Zdaj, menda v 60 dneh je bilo že 48 nesreč. Kako vi to komentirate? Jaz sem imel danes izjemno srečo, da nisem zamudil, mislim, da nisem zgubil niti 10 ali 15 minut na obeh lokacijah. Skratka, ujel sem ravno tisto neko očitno umestno luknjo. Organizacija del na avtocestah je katastrofalna. Vodstvo Darsa je ne samo za odstaviti, ampak za preganjati zaradi tega, kar so ta leta počeli. Tisti izgovori, da je popolnoma v redu urejena, recimo ravno ta najbolj problematični del pri Postojni, niti slučajno ne držijo. Tista razdalja 2,30 metra za levi pas, mogoče lahko deluje v pogojih, ko je cesta res ravna, na tisti lokaciji pa je zelo neravna in tam kamion se ne drži svoje torej strani ali pa desnega roba svojega pasu. Skratka, tam je onemogočen pretok v dveh pasovih, kar seveda tudi ne bi bil problem, če bi en pas lepo normalno tekel, ne, ampak pol ljudje nekako poskusijo in seveda vsaka nesreča pa popolnoma ustavi, potem pa se doživi popoln kolaps. Torej, prva stvar, že lansko leto je dr. Gamulin z svojo raziskavo dokazal, da je razlog za težave na slovenskih avtocestah slabo upravljanje z njimi, slabo organizacija delovišč, ne pa tako povečan promet, kot se ga je skušalo prikazati strani Darsa. Promet bo naraščal za nekaj odstotnih točk vsako leto, ampak to ne bi smel biti razlog za takšne zastoje. Razlog je slabo upravljanje in še enkrat, ne samo, da je treba zamenjati vodstvo Darsa, treba jih je preganjati zaradi škode, ki so jo povzročili Sloveniji. No, menda je rekel gospod Ribič, da Jerneju Vrtovcu pa že ne bo polagal računov, če se sestavi vlada Janeza Janše, ne. Mogoče bo moral polagati računov. Ali pa kakšni drugi ustrezni instituciji. Ja. Tudi tu se zdi, da gre za odpiranje nekih delovišč na silo, ker je treba mogoče res pobrati, ne vem, nekaj denarja. Nekaj denarja, ja. Dobro, doktor Jeretič, najlepša hvala tokrat za vaše komentarje. Hvala za vabilo. In hvala za pozornost. Nasvidenje.